Za vsak izziv obstaja rešitev. Midva podajava 4. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Živijo. Danes je to že 31. oddaja, zadnjič sem gostil prečudovito Jerco Urbančič iz podjetja Ambience, tako da če si nisi pogledal tiste oddaje, si jo poglej zdajle in potem se vrnem nazaj, ker danes govorimo o ful zanimivi temi in sicer o izzivih marketinških oddelkov v podjetjih in sicer z našega agencijskega vidika. Sem prav povedal? Ja, jaz bi bil še malo bolj specifičen daj. in sicer o digitalno-marketinških izzivih bomo govorili, zaradi tega, ker marketinških izzivov je itak tako veliko, ampak mi pa iz našega agencijskega vidika vedno bolj zasledujemo neke izzive, ki se pojavljajo z področja digitalnega marketinga in o tem bi danes želela več spregovoriti. V letu 2017 jaz mislim, da je marketing kar digitalni marketing. Res je. Ok, gremo v temo. S čim bova začela? Ja, s prvim izzivom. No, dajmo, s prvim izzivom. Prvi izziv, ki smo ga pripravila, je, da veliko podjetij ali pa blagovnih znamk izvaja marketinške aktivnosti oziroma digitalno-marketinške aktivnosti zelo kratkoročno. Kaj to pomeni? A ne? Mi smo zelo pripadniki, da se vseh aktivnosti, ki se jih lotevamo, vzamemo spekter celotnega roka, se pravi dolgega roka. Medtem, ko veliko podjetij se fokusira na posamezno kampanjo, na posamezno akcijo, ki jo želijo izvesti. In veste, potrošniki niso samo tisti trenutek tam, ampak so z nami prihajajo, pa ostajajo v stiku skozi dolgi rok. Tako da je vedno, ko izvajamo marketinške aktivnosti, oziroma digitalno-marketinške aktivnosti, in jaz bi tukaj rekel, to res še posebno velja za digitalni marketing, zaradi tega, ker s temi potrošniki, ki prihajate v stik, pustijo neko sled na digitalu. In s to sledjo lahko potem vi dolgoročno razpolagate oziroma ohranjate stik z njimi. Zato ni dobro aktivnosti fokusirati samo na eno akcijo, samo na neki izdelek, ki ga želite prodati oziroma ga imate novega, pa želite iz tega kampanjo narediti. Ne? Ja, vedno je tendenca, predvsem takrat, ko pride do številk, do denarja po domač povedan in pa do prodaje, da želimo delati te kratkoročne akcije, zato ker se takoj poznajo, zato ker smo potem veseli, pokažemo rezultate, koliko smo veliko prodali, koliko smo visoke številke dosegli. Ampak potrebno je narediti korak ali dva nazaj, zato da bi lahko naredili več korakov naprej in pogledati zadevo celostno. Se pravi, dolgoročno ali pa vsaj srednjeročno, kako zapeljati posamezne marketinške aktivnosti, posamezne akcije v neko smiselno celoto. Ker če gremo od ene manjše akcije do druge, na koncu samo gasimo požar in v bistvu nismo, tudi stresno je v končni fazi to, zato ker skozi greš iz enega majhnega projekta do naslednjega in to zna biti zelo naporno. Ja, pa mogoče najbolj dodava en primer našega naročnika, ki se nam je pred nekaj časa je stopil v stik z nami, da bi želeli narediti eno kampanjo oziroma kar konkretno posneti videe za splet, za social. Ne? In ko smo mi ta brief dobili, ko smo bili na sestanku, smo to zelo pozorno poslušali, ampak potem smo pa mi, ko smo prišli nazaj v pisarno in ko smo z ekipo brainstormali, smo mi šli izven tega, želimo imeti te videe, malo jih želimo objaviti in tako naprej. Ampak smo celotno zadevo pogledali širše in kako bi celostno jo zapeljali preko digitalnih kanalov. In od tega, ko so oni hoteli videe, smo mi vse skupaj zapeljali v celoten content marketing oziroma v video / vsebinski marketing. In naredili smo tako, projekt še ni live, ampak je zdaj v zaključni fazi celotne produkcije, tako da, če boste spremljali, bomo ga sigurno objavili tudi na družbenih omrežjih. Se pravi, kaj smo mi naredili? Mi smo od tega, da trenutno spletno stran postavljamo, kjer bodo te video vsebine, ki jih bomo potem uporabljali
Tako, itak na spletni strani, potem pa na njihovem Facebook kanalu, potem smo s tem celotno zadevo še razširili, da bomo bloge pisali na to temo, hkrati bomo tudi šli offline in te aktivnosti povezali z dogodki. Gre se za gibanje, za zdrav način življenja, v bistvu portal bo se mogoče lahko poveva veselje do gibanja in celoten content, marketing pa te dogodke bomo zapeljali na ta način do veselja do gibanja. Kaj nam je šlo sigurno na roko je to, ko se nam je naročnik približil k nam, je, da so imeli dosti velik proračun, da smo mi lahko razmišljali širše, ker če bi bil pa res ta proračun pač manjši, bi pa na koncu dneva lahko mogoče res samo tiste videe naredili. Ampak ja, mi smo poskušali razmišljati neobremenjeno in to, ko o tem govoriva, na dolgi rok zapeljati, kako se bodo te videi na dolgi rok poznali in kako bomo v stik z našo ciljno publiko prihajali. Ok, ko mi čakam, da bo zadeva live, da bomo lahko tudi bolj konkretno pokazala in si boš tudi lažje predstavljal, kaj vse je pač Nejc ravno kar povedal, tako da gremo naprej. Naslednji tak izziv, s katerim se velikokrat soočamo, ko se pogovarjamo s podjetji oziroma marketingom v specifičnem podjetju, je nepoznavanje marketinškega lijaka, prodajnega lijaka, kakorkoli mu že želite reči. Podjetja velikokrat ne poznajo, kje uporabniki, njihovi kupci prihajajo noter, če imamo nek lijak, in dejansko marsikdo tudi ne ve, kje v bistvu izstopajo oziroma kaj je tisti končni cilj. In to je najbolj pomembno je to, da že od samega začetka definiramo, kje bomo uporabnike pripeljali noter, kako jih bomo čez ta lijak oziroma proces peljali, da bojo na koncu oni upravili konverzijo oziroma nakup. Zdaj, kje začeti pa kako se tega lotiti? Marsikomu je to na prvi pogled težko o tem razmišljati, ampak vedno je potrebno izhajati iz svojih lastnih aktivnosti. Že danes lahko naredite analizo aktivnosti oziroma kako že danes uporabniki prihajajo v stik s tvojo spletno stranjo, s tvojimi katerimkoli že kanali. Kje največkrat prihajajo? Ali je to na spletni strani, ali je to na Facebooku? To je že prvi znak. Potem, če smo bolj specifični, če je to na spletni strani, na kateri podstrani prihajajo noter? Kaj je tisti CTA, pri katerem jih v bistvu največ stopi noter, ampak ki največ zbudi njihovo pozornost, v smislu, ali je to mogoče brezplačno svetovanje, ali je to mogoče neka e-knjiga, ali je to mogoče navadna prijava na e-mail listo, ali je to nek blog post, ki je bil napisan na spletni strani, karkoli. Se pravi, treba je že v tem razmišljati. In pa potem iti skozi te stage, že tako na prvo žogo so vsaj 4 taki, ki jih običajno lahko tudi kar mogoče iz oglaševanja prenesem. Eno je ta na začetku engagement oziroma interakcija, nek spoznavni korak, ki ga uporabnik opravi z tvojo znamko. Spravi takrat, ko jo dejansko spozna in ga želimo čim bolj uplesti. Drug tak stage je, ko želimo uporabnika pripeljati na neko spletno mesto, neko okolje, ki ga mi kontroliramo. Običajno je to ali je nek podpage oziroma podstran na spletni strani ali pa nek specifičen landing page, o katerih sva tudi že govorila. V naslednjem koraku seveda delamo precej na konverzijah, sprav želimo vse tisti, ki so že bili na neki pristajalni strani, niso tam upravili konverzije, da se vrnejo in upravijo konverzijo, katero želimo, da jo pač upravijo. In če potem v zadnjem stageu še vedno noben oziroma določen procent ni naredil te konverzije, jih pa želimo čim več doseči s tem remarketingom oziroma s čim večjim dosegom vseh, ki so bili na strani, da se dejansko vrnejo in to konverzijo upravijo in pa jim damo mogoče še nek bombonček za povrh. V smislu, ali je to popusta, zastonj poštnine, odvisen, kaj je pač področje oziroma industrija. In ta točka, če se spet malo navežem nazaj, se zelo nanaša na prvo zadevo, o kateri sva govorila, da zakaj se ta lijak ne definira, ker se ne gleda na digitalno-marketinške aktivnosti iz dolgega roka.
In to je ta ključna zadeva, ker podjetja ne gledate iz dolgega roka, potem se tudi ne osredotočate na lijak, ampak pokrijete mogoče s tisto kampanjo samo 1 ali 2 faze tega lijaka. Tako da ja, greva naprej. V naslednji izziv, ki ga mi kot agencija največkrat opažamo, pa je, da zaenkrat še zelo primanjkuje znanja iz digitalnega marketinga. In tukaj je ključno za podjetja, pa za tebe kot posameznika v podjetju, da se izobražiš, da pridobiš čim več digitalnega znanja. Ali po drugi strani, da podjetje, če to seveda ni možno na kratki rok ali pa če se zelo mudi, da najame top talente, ki že imajo ogromno znanja z digitalnega marketinga oziroma še bolje izkušnje, da jih enostavno zaposlite v podjetju, da bodo oni postavili te sisteme. Seveda, potem je še tretja opcija sodelovanja z agencijo. Mislim, da je Jerca zelo dobro zanj povedala, ko je govorila o tem, da se ona obda z različnimi podjetji okoli, vsak je specialist na svojem področju in ona potem tako črpa znanje. Tako da to je pa mogoče še ena taka tretja možnost, da se obdate s svetovalci in tako tudi vi kot samo podjetje potem rastete. Ampak ja, če govorimo o tem, da kot podjetje, da morate to znanje pridobiti, čim več ljudi poslati na najrazličnejša izobraževanja z digitalnega marketinga, potem pa tudi to ni dovolj, ampak treba si je umazati roke. Treba si je umazati roke in te zadeve sprobati v praksi, ker tako se bo to učenje najhitrejše potem. Ja, in pa tako bo tudi tvojo, kako bi rekel, sodelovanje z agencijo v primeru, da podjetje najame agencijo, veliko bolj kakovostno. Zaradi tega, ker boš dejansko razumel o vsebinah, s katerimi pravzaprav moraš govoriti z agencijo. Boš vedel tudi, kaj lahko zahtevaš od njih, kakšne rezultate morajo dostaviti in tako naprej. Tako da absolutno, in ta izziv bi res še posebej izpostavil, ker namreč zato to je tudi eden izmed razlogov, zakaj smo mi znotraj PointOuta začeli delati PointOut Weekly. Ravno zato, ker smo opazili ta izziv, ta razkorak med znanjem, ko mi gremo na sestanek nekemu novemu potencialnemu naročniku, in pa dejansko naročnik na drugi strani, kakšno je njegovo znanje. Ker je ta razkorak prevelik, se je enostavno tudi to eden izmed razlogov. Tako je, in mi poskušamo to vrzel potem zapirati, da je vedno manjša in da agencija / potencialni naročnik, da je ta razkorak čim manjši. In ja, enostavno tukaj bi jaz še en izziv, ki s tem pride, malo bi spregovoril, ker enostavno, če tega razumevanja rečemo, da prepostavimo. Digitalna agencija je strokovnjak na svojem področju. Na drugi strani pa ni te pravega sogovornika, sicer želite nekaj narediti iz digitalnega marketinga. Ampak če tega znanja ni, tudi zadeve, ki jih bomo mi predlagali, bodo toliko stran, kako bi rekel, far away, da ne boste verjeli v njih. Pa mi vemo, da bi to učinkovali. In vi ne boste prišli, v angleščini bom spet rekel, on board, da bi tako aktivnost izvedli, ker ne boste verjeli, ker nimate tega znanja. In zato je potrebno se naprej izobraziti, informirati, tako kot je Zoran rekel, zato delamo te oddaje, da zapiramo vest in potem bodo tudi naše sodelovanje ali pa izvedene kampanje bodo zaradi tega veliko boljše, se pravi, bodo veliko boljši rezultati ali pa return on investment. Naprej? Okay. To je tako lepo povedal, da ta je bil ta par sekundna ali pa delček sekunde te tišine je bil perfekten. Okay. Dobro, potem pa kar do naslednjega izziva, ki ga vidiva, in to je, da se podjetja ali pa posamezniki, ti kot posameznik, prepočasi prilagajate na spremembe, ki se dogajajo v digitalnem marketingu. Digitalno marketing, to mislim, da smo že velikokrat poudarili tudi za ljudi, ki jih mi zaposlujemo. To, da ste vi skozi na tekočem, kaj se v digitalnem marketingu dogaja, je ključno, ker to področje se tako hitro spreminja, da če v nekem momentu zaspiš, enostavno se zadeve s svetlobno hitrostjo naprej premaknejo in
vedno hitreje se bodo tudi premikale. Sam, če pogledamo live, 10 let nazaj, koliko počasnejši je bil, kot je danes, kako ljudje prihajajo v stik z vsemi zadevami, ki jih delamo. Večinoma se na telefonu dogaja, in tako naprej. Bi še ti tle kaj dodal? Ja, mi skozi te vdaje navrževa en kup enih virov, knjig, blogov, podcastov in še marsičesa drugega, preko katerih lahko vsa ta znanja pridobivaš. Ampak če mogoče zdaj le stopim en korak nazaj, pa pustim vse to, kar sem ravnokar rekel ob strani. Ni nujno vedno potrebno, da greš skozi vse te vire, brskaš in tako naprej. Potrebno je samo odpreti oči. Že v prostem času, ko uporabljaš Facebook, Instagram, ko dobivaš elektronska sporočila od raznih podjetij, ko obiskuješ spletne strani, moraš imeti samo odprte oči in gledati, kaj oni delajo in se iz tega učiti. Vsakič, ko greš na Facebook pogledati smešne videe, ki jih je objavil tvoj prijatelj, lahko zraven tudi vidiš marsikatero objavo od kakega podjetja in se iz tega kaj naučiš. Treba je imeti samo odprte oči in se dejansko skozi live učiti. Ni potrebno, da je to naporno, to je lahko tudi tako sproti. Zdaj, ko si omenil to odprte oči, sem se spomnil na to. Zadnjič sem sedel na letališču, ker sem čakal letalo, se pravi na boarding, da smo se boardali v letalo. In ura je bila, kaj je bil, Abu Dhabi, ura je bila 12 polnoč, 1 zjutraj. In sem malo opazoval, kaj ljudje delajo okoli. Se pravi, čas za spanje, ampak zaradi tega, ker smo itak čakali na letalo, so vsi pokonci. Ampak kaj so ljudje delali? Kaj bi rekel? Dam vam 3 sekunde. Ja, na telefonih so bili, Na telefonih so bili in so vsi čekirali. Kaj to pomeni za nas kot marketingaša? Ja, pomeni, da v tistem trenutku lahko tudi take ljudi z nekim sporočilom zadanemo. Pa je mogoče zelo tak nezasičen prostor takrat, ker redki so oglaševalci, ki imajo potem, ne vem, prižgano ali pa ciljajo ravno na ta segment ljudi. Tako da, ja, kar sem rekel, odprte oči, ja, jaz si kdaj res tudi vzamem čas, pa gledam okoli sebe, kaj se dogaja z ljudmi, kakšen je ta consumer behavior, se pravi vedenje potrošnikov. In to z vidika marketingaša je zelo pomembno, da to razumemo. Ok, in s to mislijo verjetno kar zaključujeva današnjo oddajo, bilo je the best. Če imaš kakršnakoli vprašanja, jih napiš spodaj, komentarji, zdaj sva vedno na voljo. Ful bova vesela tudi kakih predlogov za prihodne oddaje, mogoče kakih vprašanj, ki niti niso nujno bila omenjena v oddaji, ampak te nasploh pač zanima. Tako da piš, midva sva tukaj in pa hvala za pozornost. Naslednjič pa gostimo gostjo in sicer vlogerko Tjašo Dev, tako da je zelo energična punca, tako da bo sigurno zelo, zelo zanimivo. Spremljaj nas še naprej. Živijo. Čau. Why?